No, zdaj pa lahko začnemo. Na YouTubu obstaja en kup posnetkov z naslovi v kontekstu. Vas zanima, koliko točno mi je prinesel video z 1000, 1500, 150 tisoč, 15 milijonov, milijardo pa pol ogledi, skratka nore cifre. Ali pa koliko mi prinese YouTube kanal z, ne vem, milijon naročniki, 5 milijonov naročniki, 100 tisoč naročniki, skratka same velike cifre. Malo pa je tistih, ki bi govorili, kako se monetarno odvijajo stvari pri majhnih ribcah, z par 10 naročniki recimo. Teh videoposnetkov pa skoraj da ni, tako da evo, zato sem stenstu tegale. Ja, itak. Naslov, koliko zasluži YouTuber 44 naročniki, je ena nedolžna hudomušnost. Ampak hkrati zahvala res za vse tiste, ki ste to do zdaj naredili, ki ste stisnili tisti subscribe button tam od spod pod video posnetkom. Odgovor pa na to vprašanje je itak nula, nada, niente. Pa še zapisal sem si šemi, mio šenma, hičbiršej. Za vse moje mađarsko, kitajsko, turško govoreče subscriberje. Manj hudomušen bi torej bil naslov, kako se YouTuber s 44 naročniki sploh preživlja. Ampak do sem še pridemo. V glavnem ljudje to dejstvo, ta prejšnji odgovor v 100 jezikih poznajo, ko me vprašajo: David, zakaj snemaš te videoposnetke? Vse so v redu, samo zakaj snemaš to? Ni to en kup enega dela? Kako da si se lotil tega? Odkje ti ta ideja? In tako naprej. In moj odgovor je vedno in za vse isti, ker to pač rad počnem in sem izjemno zadovoljen in vesel, če svoj prosti čas pokoristim za te zadeve. Tako kot pisanje in šport, me tudi ta zadeva polni z dobro energijo. Je pa res sam proces snemanja, montiranja in vsega skupaj včasih lahko precej dolgovezen. Tako da za filmček ponucam približno tam med 10 pa 15 ur, ampak se mi zdi to precej nizka cena za nagrado, ki jo dobim nazaj. V smislu ene živosti, dodatne radovednosti, inspiracije in vsega, kar sem prej omenil. Pa konec koncev, zakaj pa ne bi vlagal čas, če ne za tako stvar, za tako nagrado. Ker vsega konec dneva imaš lahko več časa, pa imamo to, koliko ga pač imamo, pa še tega iz dneva v dan manj. Tako da ja, preprosto in simpel, rad ustvarjam po svoje. In tak sem že od nekdaj. Mal čuden, kot bi rekel moj padre. Upam, da vsaj malo štosu, In včasih bi se mogoče za take opaske, pa podobne opaske še kaj sekiral, ampak z leti vidim, da če kaj v življenju šteje, potem je ga uživati po svoje in na ta način mogoče tudi zmotivirati ostale, da naredijo ali pa počnejo isto. Zbrati pogum, odločiti se in prestrukturirati, reorganizirati svoje življenjske okoliščine tako, da lahko vsaj v eni meri počnemo to, kar nas resnično veseli, polni in bogati, samo to šteje. Edino na ta način se bomo res počutili žive in ne bomo samo nemi pripadniki in poganjalci tega družbeno-političnega sistema, ki vprašanje, koliko časa bo na ta način sploh še šel naprej, kjer se vse, ampak res čisto vse in vse prevečkrat gleda skozi prizmo denarja. Vse se gleda skozi vprašanje, se to ali ono splača. In kot sem že na začetku tega videoposnetka omenil, se YouTube kanal s par 10 naročniki ne splača, ne prinese niti centa v denarnem smislu. Koliko pa je ta vreden z vidika veselja, ki ga ta prinese v moje življenje, z vidika zadovoljstva, mogoče tudi smisla, ogromen. Zato bom to še naprej počel, vas gledalce pa upam, da s tem se malo navdušil, da tudi isto naredite s svojim prostim časom, da zaštartate nekaj, o čemer že dolgo razmišljate in kar vas bo neizmerno veselilo. Vkolikor pa ne veste, kva bi to sploh lahko bilo, pa en čisto simpel nasvet, sprobite čim več stvari, pa boste nekaj že najdeli. Tako v smislu hobija, prostega cajta, kot na koncu tudi v smislu službe,
šihta, po domač povedan, svojega dela, oziroma to, kar vam konc dneva prinese hrano na mizo. In ne boste verjeli, tudi tukaj na tem področju obstaja en kup enih načinov, čeprav se mogoče na prvo oč tako ne zdi, ampak vam garantiram, ker sem mnoge od teh že sprobal do zdaj in jih po 40 letih še naprej odkrivam. Na tem mestu mogoče zdaj še enkrat šaltajmo na ta drugo verzijo vprašanja za ta video, kako se preživlja YouTuber s 44 naročniki. Odgovor? Prav nič seksi in fino, a s polnimi pljuči, s pravim občutkom živosti in svobode. V zadnjem mesecu sem recimo bil vrtnar. Ves čas na frišluftu sem rezal in žagal grmovje in večje vejevje, pulil plevel, se boril s kačami, tega sicer ni na posnetku, čistil škarfe, polagal filc, nasipal droben pesek, nasipal granulat in manjše, na gosto zaraščene predele pobočja nad Kokrico v Kranju preobražal v prave male peščene plaže. Saj se bliža poletje, a ne? No, vmes pa sem prišel na idejo za ta film in na hitro posnel še nekaj videomateriala za ta prispevek. S tem sem sklenil ustvarjalni krog, vi pa tudi upam, da ste uživali ob gledanju in da imate v mislih že načrt za svoje ustvarjanje. Hvala za ogled in za klik na naročnino spodaj oziroma na subscribe button, da bom lahko nekoč posnel YouTube z naslovom koliko zasluži oziroma kako se preživlja YouTuber s 100 naročniki. Kaj pa to? Ajde, čau.